drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele. Tonca Lukežu razmišlja. Vsi teli naši pametni, modri intelektualci, ki lepo poznajo državno politiko, nam pravijo, da je tajšno in kažinano situacijo še niso vedeli. Pravijo tudi, da je vedno bolj težko všafati no rešitev. Res je, an saj je prav, da se trudijo, da bi našli anšiguran izhod. Pa jaz mislim, da se nam da dobiti obedne rešitve, če nas zastopimo prijat kuo, an za ki smo prišli do take situacije. Vsi pravijo, da je kriv volilni sistem, ki celo tiskih se ga je zmislil, ga imenoval Porcellum. Sistem pa sada dela perfektno v smislu, da so tijel prutule, da bi bilo težko voditi državo za tistega, ki zmaga volitve. Ostaja pa eno veliko vprašanje. Če je tako slab, zakaj nobeden v 7 letih ga ni spremenil? Če bi vedeli, ko govoriti, bi zastopili tudi, zakaj je danes parlament blokiran. Vsaka politična stran je tele leta gledala samo, kako skrbeti za svoj vrt, a se trudila, da trava od soseda ne bi postala bolj zelena. Volilci nekateri so tole zastopili, a so probali voliti nekaj, ki se njih je zdelo novo. Škoda, da tela novost je bila po nekaterem načinu stara nekaj že 100 let. Posebno tisti del, ki prave več ali manj, da če se nastrinja s šefom, ki pogosto menja idejo, a tiste, ki ima, niso tako jasne, te varžejo v stranke. Uspeh tele stranke pa je dokaz, da italijansko volilno telo kajšankrat menja stranko, redko pa ušte. Tist, ki zna kričati bolj močno, an ki se zna prodajati, kot da bi bila te najbolj nova reč, je vedno všeč. Zato, če zares ćemo všafati rešitev za politično in ekonomsko krizo, ki ne bi bila samo začasna, ne bo dovolj, da zamenjamo volilni sistem. Mora biti, da potrebujemo bolj globoke spremembe. Za nje prepozno, če bi jih začeli delati. Večkrat smo v naših oddajah govorili o bukvah od Idrije do Nadiže, ki jih je napisala Ada Tomazetič. V njih je skranjenih veliko pravc iz nadiških dolin, do nas pa jih bomo vsaj nekaj poslušali. Prebrali so jih za nas Andrejina Tružnjak, Manuela Čičigoj, Marina Črnetič in sama avtorica Ada Tomazetič. V podlagi pa poslušata že odlomke iz spegoigre Krajica Vida v izvedbi malega orkestra in zborov glasbene matice iz Špjetra. Ansojal, nenješam mož je bil se poročil z noženo, ma potle in je bil kontent za uvek, ki mu je prijekala in hodila za nje kompanijo. A ni bilo zelo čudno živjeti ta prvi. Nije vedel, kako je odgnat od njega. An tole je bilo po zime, ker se para čuva drva. An da jo je vprašal, pri za mano čovhost, me boš pomala? Ja, jala, pride za tato čovhost. Allora sta šla čovhost. An to sam ja debele čoke za scepit, da pa ne se jo domov. Se lože tu sred kline, an ta skjeros odpre.
Antaniemo delih klinu, a nie poklicu ženo, to lo kriva peto. Puj, jau. Tle loš notro ke, ti ki si močna. A sorpre, čem sam hlod, čez puk. Ja, žena hajbuhala za ovoj, ki so ble, ambarketele žene. Mu ložla nodnje roke. Te druh je vzel on skijero, a njo vjel tutele hlod. A so jal, da še sadale, kar je mraz, se čuje glas od kriva pete, ki turjem kliče, rešita me. Fantazije, maha, takole se je čulo že od starih ljudi. Vam povijemo duje petke. Su bile tle blizu nas. Prestor se kiča pod farom. A nad su mjele jamo, an su ojkale po noč, an čez dan, an tako. An ta zdol su bile neke njevek soral 4 vol, an kar soral su im ju bivalo vse. Soru na altarte uz havra, uz ljespke, an nislo. Se jo bufregju. Ni šlo. Antele duje petke su ojkale hor pod fara. Ruik, čarin, tarin, zaprej, ruik. An tako su čul, an su ložli čarin, tarin, zaprejdi. An su bar ruiku bil, zade so djel če zaprejdi, an pot lesenir dicu bivalo. Bila ta žena je bila mater tiste, ki je pravila nam drugi. Allora, spoli su imeli pogolar, an su kuhal za svinjanka. Su imeli kotu velik, an su kuhal. Tela žena je nimar kuhala svinjanku po večeri, an je predla. Mož je hodu spat breca, an no noću je klicu. Kana pridiš spat, viđa, kana pridiš spat še. Ja, pridem sada. An potle je ču. Hlavo hloden. Tole je bluata par tistih hiš, ta par barnjakah. Tam su mjetel pogolar. An kui par šu dol mož je vsaku samo kosti a tu kotle. Test kotu je šelek su mjel tenčas, so pravili tolo štorio. Horu kladrečiš, hor imaju šeti s kotu. Štorkla je blasnjela tistu ženu. Storkle so stale tu nim patoku ta pod kladrečiš. Hori patok su ku kaverne. A tu su mjele no jamu, an so pašle u 11 jutra okole dneva. Sada su zaparli tisto jamu. Tele storkle so štrijali ljudi, ki su djelače po njivah. Kar ljudje su šli ta vduama, vse je bilo pruh, an potle vse se je ubivalo. Su bile one storkle, ki su štrijale. An kar su čule kumejte še jestan, bestemate, allora host su ekale. An takar kmet so šli gledat rohnih jam, ih nije bilo vič. Ti stari su govorili, da so bile žene, da so kekumi, da so imele duge kitje. Kar so bile same, su govorili an čudan jezik, ne po laško, ne po slovensko. So ih čul, javana stara, govorit takua. Mu, vlu, kunu tulenje. Že 3 noči me hode vješća prespati. Kako teto Ninca smo jali. Ja je rekla, pride po noč, an pije kriv. Ankrat mi se je zdelo, da je bil tist mož, ki se je rodil po nogah. So pravili, da tisti, ki so se rodili po nogah, potlej so hodili pestat po noč, an pit kriv.
Partistari sono Goril, le corlega due oprire na usel guada u prasa su na posolo. On na vie paieon che par su conosce, che ti criam pastata. Sopravli da je hodila tala mora, si stat telega otroka, an so mu rastli si, so mu pašli zatečeni. An sopravli da je mora, da je la tuole. Potle sam čula tudi pravco, da so jo prehanja, pa ne držim na pamet, ko so tole riječ prehanja. An sada vam povijem, pa od duste. So pašle pestat tele ljudi, kar so spali. Skuode na žena mi je pravila, da so čul kruh, da je odparla vrata po noču. A nije pašla, če na telega moža ga je tvor spiščala, da nije mogo zapasti. Njega žena ga je zbudila, ga je stresla. On tala vješča je šla proču. Sopravvi che so videli di luce, so videli che nie c'è san o arrivano. Anche grazie video lì ma che luce. Perché della gente è brava, perché so vece ciate. Sopravvi che so diciamo una, ande so quali. Ciao parzan. A volte so passato corso a soiare de teli, so concordando il Non mi pravo monaccia dei vidu a norcuna, je vejdu ta scedada, sam po noću, a nije vejdu a nije video monohot le, a monohot a parcirkvi. Anta moj očak mu je pasu mi znoh, za kje moru iti da mu. Anta, kar je pasu blizu kapele, je video no tele mikno. A vuj ki je šu naprej, vuj veliko je bilo telo tele. Kej, da kar je vejdu tle blizu, je bilo veliko kuambri. Od tega je bil šel dol z očin, kar je povedal, an so pravili, da je parložil šolne. Je parložil, an pod tega ga je videl več. Iz Nediških dolin. V Slovenskem kulturnem centru v Špetre v petek 5. aprila bo srečene pravljice za te male ante velike. Otvoritev razstave knjig Beneških pravljic, ki jo predstavi Živa Gruden. Otvoritev razstave ilustracij Giacinte Jussa iz knjige Od Idrije do Nediže del Jutrio al Natisone, za katero je skrbela Ada Tomazetič. Predstavili bojo diplomske naloge na temo pravljic, ki so jih napisali Francesco Cendon, Ilaria Ciccone in Giulia Crisetič. Pripovedovali bojo Luisa Battistič, Renzo Garjob in Norina Skrinjaro.
Gost bo pripovedovalka Anja Štefan. Predstavitev pripravljata Inštitut za slovensko kulturo, Pripovedovalski inštitut in Kulturno društvo Ivan Trinko. V telovadnici na Ljesah 12. aprila ob 8:30 zvečer bo gledališka predstava v sklopu sezone slovenskega stalnega gledališča v Benečiji. Komedija Burundanga katalonskega avtorja Jordija Galcerana v režiji Nenija del Mestre. Planinska družina Benečije vabi v nedeljo 14. aprila na pohod Idarska dolina Kamenica. Pohod je lahan, primeren za družine, odhod ob 7:30 zjutraj z Petra. In Društvo Srebrna kaplja vabi 25. aprila na izlet Džito v Umag. Da se upisati, lahko pokličete do 15. aprila na patronat Inak v Čedad. Ob 150-letnici rojstva Ivana Trinka, literarna društva Riz iz Idre in Pobere vabijo na recital Trinkove poezije v četrtek 11. aprila ob 7:00 v mestni knjižnici v Idri. Lep pozdrav iz Terske doline. Ker se približujejo deželne volitve, tudi v Terski dolini bomo imeli dva srečanja, da bi boljše spoznali naše deželne kandidate. Četrtek 11. aprila ob 20. v Bardu pri centru Stolber bo govoril Pier Giorgio Domenis. Soboto 13. aprila ob 6:30 zvečer v Teru pri centru Lemgo bosta prisotna Cristiano Sciaurli in Roberto Dapit. Ta dva večera bosta dobra priložnost tudi zagovoriti o problemih gorskih področji. Več informacij na spletni strani občine Bardo. Izbir lepote, izbir želje, izbir lepote, izbir želje. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije. Yeah!